Na Hrvaškem žalujejo za 3 planinci, ki jih je pod Toscem odnesel snežni plaz. V slovenskih gorah je letos umrlo že 46 pohodnikov, 9 več kot v celotnem lanskem letu. Obiskovalcev gora je iz leta v leto več, opozarjajo na Gorski reševalni zvezi, številni pa razmere v visokogorju še vedno podcenjujejo. Urša Vrečar. Malo dalmatinsko mestece ob Splitu danes žaluje za bratoma, ki ju je v nedeljo v Julijskih Alpah odnesel plaz. Znam tu familiju cijeli život. Teško mi je mogu zamisliti kako je ljudima. To su krasni ljudi. Noben plaz ne more pokopati spominov. Roka in Andrije ne bomo nikoli pozabili, so se z zapisom na družbenih omrežjih poklonili tudi organizatorji lokalnega prvenstva v malem nogometu, katerega ljubitelja sta bila. Župan Kaštela pa je napovedal dan žalovanja na dan njunega pogreba. Svi smo na neki način tužni, svi se mi tu nekako poznajemo. Slovenske gore sta se odpravila v skupini 7 prijateljev. Tudi 38-letnika iz naselja Sveti Kajo, očeta 2 otrok, trenerja juda, izkušenega alpinista. Nedeljska nesreča se je sicer zgodila v nevarnih vremenskih razmerah, tudi za gorske reševalce. Treba se pa zavedati, da mi gremo do tam, kjer naša življenja niso ogrožena. Tukaj je bilo še tako, da se je dalo reševati, bi se pa lahko enkrat teoretično zgodilo, da mi sploh reševati ne bi mogli. Gorski turizem je v razcvetu, opozarja Belhar, s tem pa se povečuje število nesreč, tudi s smrtnim izidom. In za nedeljsko nesrečo se je število umrlih povzpelo že na 46. Medtem ko so lani slovenske gore in hribi zahtevali 37 življenj, leto predtem 28. Številni pohodniki gore namreč še vedno podcenjujejo. Tukaj prednjačijo zlasti turisti, nekateri, ki pridejo v Slovenijo, res ne vedo, kaj to pomeni iti v Sloveniji v gore. Potem srečujemo te pregovorne turiste v natikačih. V visokogorju že vladajo zimske razmere, v gore naj se tako, opozarja Belhar, odpravijo res zgolj izkušeni planinci.